Kot rečeno, bomo zdaj v drugem delu po bistvu nadaljevali s prikazom tega, kako pa v bistvu s filmom odpiramo ta dialog o temeljnih temah, kakršni sta staranje in smrt, in o drugih temeljnih temah, o katerih je v bistvu treba govoriti iz različnih interdisciplinarnih vidikov. Pa bi kar povabila Barbaro Kelbl prvi predstavitvi. Dober dan, pozdravljeni. Moje ime je Barbara Kelbl. V Kinodvoru skrbim za šolski program, se pravi vsako dopoldne nas obiščejo vrtci, šole, učenci, srednješolci. Hkrati pa skrbim tudi za program za poznejša leta, filmska srečanja ob kavi. To pa je filmski program, v katerem se združujejo ljudje v poznejših letih, ki se vračajo v kino, ki jih zanima kakovosten film. Oba programa združuje nekaj temeljnih postavk, nekaj temeljnih izhodišč in danes bom predstavila, katera so ta, bom pa na primeru filma za mlajše učence. V Kinodvoru, kot sem rekla, nas vsak dan obišče množica mladih, to je najlepši del dela, ko si z njimi v dvorani in se z njimi pogovarjaš, bodisi kot uvod v film ali pogovori po filmu, potem ko si film že ogledajo, in poskušamo jim prikazati filme, ki so čim bolj raznoliki. Se pravi, da ne gledajo samo filmov, ki bi jih gledali tudi sami, ki bi jih izbirali tudi sami v prostem času, ampak da jim poskušamo širiti filmska obzorja. Tukaj je vloga šole, vloga starejših, vloga odraslih nenadomestljiva. Tisti film, če zamudimo trenutek v šoli, da bi jim pokazali, da je film neko zelo široko področje, da je neko področje, ki zajema tako zabavo, industrijo, kot tudi umetnost, potem smo za marsikaterega otroka ta trenutek zamudili. Primarno okolje, družina je seveda lahko vir tega seznanjanja s širino kulturne ponudbe, ampak verjetno veste, da dostikrat to ni tako in šola igra tukaj nenadomestljivo vlogo. Zato so filmi zelo različni, kažemo jim animirane filme, dokumentarne filme, igrane filme, poskušamo zajeti čim več različnih kulturnih okolij, da filmi prihajajo iz različnih držav, da prikazujejo različne načine odraščanja, različne življenjske izkušnje otrok. In poskušamo z njimi ugotavljati, kaj je to tisto, tudi različne generacije, kaj je tisto, kar je v tem odraščanju, kar je v tem življenju skupnega in kaj je tisto, v čemer se razlikujemo, če se. Velik del mojega dela je tudi to, da v stiku z tistimi, ki skrbijo za mlade, ali s tistimi, ki skrbijo za različna občinstva, da jim olajšam ta proces približevanja filma. Za učitelje pripravljamo pedagoška gradiva, raznolikost filmov. Za učitelje pripravljamo pedagoška gradiva, za otroke pa knjižice, v katerih ponovno poskušamo zajeti to filmsko raznolikost. Danes vam bom pokazala kratki film, ker je tema današnjega pogovora, kako načeti v pogovoru teme, ki se nas tičejo osebno ali kot družbena bitja, kako jim odstirati film kot umetnost. Bom pokazala en konkreten, čisto kratek film in potem se bomo ob filmu, bom poskušala simulirati način, kako bi se pogovarjali v tem filmu, če bi bili gledalci otroci. Vi seveda niste otroci, ampak upam, da boste v odzivih vsaj tako brez sramu in brez nerodnosti, kot so mlajši otroci. Pri starejših se potem včasih stvari tudi zakomplicirajo. Tako da našpičite oči, našpičite ušesa, pogledali si bomo film in potem bom poskušala odigrati, kako bi potekal pogovor ob tem filmu. Kaj se je zgodilo v filmu? Kaj se vam je zdelo zanimivo? Kdo sta bili glavni junakinji? Dve sestri. In kaj počneta?
Ja, iščeta diamante v reki. Kako sta bili posneti na začetku, ste opazili? Kaj se zgodi čisto na začetku filma? Aha, in ta sestra? Mlajša ponudi starejši, ne? Ja. In ga sestra sprejme, kaj? Naredi blek, ne? Kaj pa potem? No, še kdo drug? Kdo pride? Kako? Ja, en pride zdaj punci, ki žareva kot nadmož. Ja. In zdaj ta tem res, jaz rečem temu, združita moči nekje, ne. Aha. Jaz sem videla tudi to, da sta skupaj stopili, ne, tudi na račun tega, da je Črna privedla, da je svetovno močnejša. Aha, se vam je zdelo, da sta v enem trenutku potem sestri združili moči in stopili skupaj, čeprav sta bili prej narazen. Tako. Še kdo? Ali kdo videl podobno? Ali bo morda še kakšno drugo stvar v dinamiki? Meni se je pa zdelo, da je tista ta mala sestra malo preizkušala tudi za lepo svojo darilo. Zakaj? Ker je prav obužala. Aha, ker je prej zavrnila. Lahko. Kako pa ste doživeli tebi dekleti, ki sta prišli? Kakšni sta bile? Starejši, ja. Samozavestni, lahko malo se bala agresije, da bi znala nastopati do te dve sestre. Po čem smo to videli, da sta starejši, da sta agresivnejši, da izžarevata neka oblačila, obnašanje? Ja, takoj sta zavrnile igro, ki jo ponudila mlajša sestra. Ste opazili tudi, kako so bile različno oblečene, ne? Kako je režiserka poudarila ta konflikt tudi pri tistih dveh dekletih. Kaj pa potem? Kako se ta konflikt razreši? Sestri prevzameta vlogo nadmočnih. V bistvu pride do prevrata. Vsaj jaz sem tako doživela. Zakaj pa? Zakaj mislite, da ste šle v ta izziv? Zakaj ste sprejeli ta odziv? Ker starejša sestra je že začela pobirati stvari, ne? Nekaj bi se zgodilo verjetno. Aha. Če jo ne bi sestri šokirali s tem, da je ta starejša poželjela Črnova, bi verjetno bilo kaj narobe. Lahko bi bilo tako. Še kakšna druga možnost? Je še kdo videl drugače? Včasih. Se vam je zdelo zanimivo, da je vlogo to prevzela prav mlajša sestra, ne? Zakaj mislite? Naša sestra proti svoje volje. Mislim, da je cel film vprašanje razmerja moči. Aha, govorijo. Pa mislite, da bi se tak film lahko zgodil tudi pri nas? Da tudi med našimi, recimo, otroci, v naših razredih. Kaj je to tisto, kar se dogaja, ne, recimo? Medvrstniško nasilje, merjenje moči, ste vi rekli, ne? Potem omenjali smo prostor, ki ga branita, dve dekleti, ki sta prišle. A ste opazili, kako je režiserka pokazala to temo, ki je tema v velikih filmih? Verjetno ste že gledali kakšne filme, ki govorijo o medvrstniškem nasilju. Kaj se ponovadi takrat zgodi? Ja, to je bil en tak trenutek, nekaj bolj izražene agresije. Ampak a se v tem filmu kaj hudega zgodi? Ja, črvo se budno. Ampak je zelo lepo speljana ta montaža, kako otroci bi se gotovo vprašali. Prvo vprašanje bi bilo, a ga je res pojedla? No, ampak
črvi pa meni zelo to všeč, ker po moje nelagodje vzbuja, ko vidimo, da črv požira, pa je vendarle nekaj naravnega. Ona druga deklica zmesa, no, jaz se tako občutam, pa napihuje zvečilni gumi. Bog vedli, z kakšne svinerije je tisto narejeno, pa smo vsi za to, da to žveči. Ja, tle je to taka hecna, ona baš čas žveči, ne, tak mečkan droben detajl, ne. Se tle je zelo dobra režiserka, tudi kako postavlja te dve deklice, kako imate nalakirane nohte, kako komunicirate med sabo, kako je kamera, smo videli, da se zdaj bom šla kar naprej, ne bomo več, monolog, iz dialoga v monolog, kako vidimo na začetku ta vzpostavitveni kader, ne, kjer ti vidiš, kje si, vidimo naravo, vidimo, da smo v gozdu, ob reki, ampak potem je ves čas vidimo samo dekleti in to dekleta zelo odblizu, ne, in je zelo umirjeno prikazuje te dekleta, potem pa stopnjuje tudi ritem v filmu in tako naprej. Pa če ste opazili, kaj ste slišali? Voda, naravo in nič drugega, ne, je tudi film Pesem kamenčkov. Pesem kamenčkov na začetku, ja, ampak potem ni glasbe, tudi pri naravi zelo zadržana, ne, do tistega trenutka. Ta tišina, ne, potem dramatičnost, Ja. da se kar otrpneš, Ja, kaj bo stopnjuje. pred viharjem. Tako. Približno na ta način potekajo naši pogovori in so načela, ki jih skušamo pri tem upoštevati in to velja prav tako za pogovore z mlajšimi kot starejšimi. Naša zelo stroga učiteljica je bila Mirjana Borčič, ki je že pred dolgimi leti tudi zasnovala, vodila velik del filmske vzgoje, seveda skupaj s sodelavci po vsej Sloveniji, ampak pri teh temeljnih načelih, kako se pogovarjati o filmu, kaj je tisto, kar velja izpostaviti, je bila pa zelo stroga učiteljica. In smo zelo ponotranili nekatera izhodišča, ki jih potem seveda tudi zdaj razvijamo naprej, tudi v sodelovanju z sodelavci, kot so Robi Kroflič, Zdenko Medveš, tudi z mednarodnimi kolegi, ki se ukvarjajo s filmsko vzgojo. In osnova pogovorov pri filmih je, da je filmsko doživetje in da je filmski gledalec tisti, pri katerem začnemo. Ves čas poskušamo izhajati iz filma. Se pravi, tudi če film razpira kakšno temo in vsak film razpira družbene, osebne teme, nas povezuje s tem, kar smo, nas povezuje s svetom. Ampak, če smo se odločili, da zato, da tudi, če smo izbrali film zato, da ponazorimo neko temo, je fino, da iz filma izhajamo in se ga držimo, ker film kot neko premišljeno umetniško delo vendarle vsebuje cel kup detajlov, omogoča identifikacijo, omogoča globje doživetje, odpira, nas postavlja v kožo drugega, nam odpira druge perspektive na problem in je zato fino, da se k filmu ves čas vračamo. Potem je temeljno izhodišče, da poskušamo ubesediti, kaj je bilo tisto v filmu, kar smo doživeli. Se pravi, tudi tukaj ste opazili, ne, vprašanja so kot kaj smo videli, kdo so bili junaki, kako smo doživeli odnose med njimi, kako pojasnjujemo to, kar smo živeli, kako se je to, kar smo videli, kar smo doživeli, videlo v filmu. Ne? Tukaj se spet vračam potem na film, ko opisujemo, in potem povezati vse to, poiskati, kako je realnost, ki je v filmu prikazana, kakšne so posebnosti prikaza režiserja, kako je to realnost, ki je v filmu režiser zajel in prinesel v poseben medij, ne? Kje, recimo pri tem filmu, ki smo si ga ogledali, bi bil film o medvrstniškem nasilju lahko zelo nasilen. Lahko bi se odločila režiserka, da pokaže pretep med dekleti, ki niso redki, lahko bi bilo to besedno zmerjanje, nagajanje, ne? Zmerljivke, ampak se je odločila za eno zelo diskretno, zelo posredno, kjer sem čutimo spopad moči, ne? Se pa ta ne manifestira v kakšnih teh dejanjih. Se pravi, se je odločila za neko drugo pot, kot bi se recimo nek režiser, ki mu je bližje naturalizem ali ki bi hotel biti drugačen. Se pravi, tudi vsaka realnost je v filmu upodobljena drugače in je fino, da se o tem pogovarjamo.
osnova za pogovor je dialog. Tudi v pogovorih z učenci nikoli ne začenjamo z tezo, z našo interpretacijo filma, s tem, kaj je sporočilo, ki smo ga mi doživeli. Ne? Vedno poskušamo pustiti odprto, spodbuditi, da so gledalci tisti, ki spregovorijo o svojih doživetjih in spodbujati dialog med njimi in filmom in predvsem dialog tudi med njimi. Na ta način se učenci učijo slišati druga mnenja, ne samo, da se vživijo v kožo drugega na filmu, v kožo junaka, doživijo situacije, zaplete, ki jih morda v svojem življenju niso ali pa so jih na drugačen način, ampak se naučijo slišati tudi, da vsak gledalec film vidi drugače ali pa si razlaga dejanja, si razlaga odnose drugače. In tukaj je kar precej razlik in kadar nam uspe v pogovorih vzpostaviti ta dialog, da so učenci tisti, ki govorijo med sabo, ki se dopolnjujejo, si nasprotujejo, se mi zdi, da je naš cilj kar precej dosežen. Potem poskušamo povečati občutljivost za filmski izraz. Izhajamo morda malce drugače. Filmske vzgoje ne jemljemo samo kot pouk o filmu, kot pouk o filmskih izraznih sredstvih, ampak verjamemo, da se teh stvari učenci najlažje učijo ob gledanju filmov in pogovoru ob filmih. Filmska občutljivost je pomembna, zato ker s širjenjem zavedanja, na kakšen način film pripoveduje zgodbo, postajajo bolj izbirčni gledalci, lažje prepoznajo zgodbo, lažje sledijo, razumejo drugačne načine pripovedi, razumejo razmerja med profilmičnim in filmičnim, ampak tega ponavadi ne delamo kot v obliki predavanj, ampak poskušamo vpeljati te elemente v pogovorih. Se pravi, da jih opozorimo na kakšno specifiko, vsak film vsebuje zanimive elemente, ki se nas dotaknejo, poskušamo poiskati tiste elemente, ki v filmu prinašajo pomen, ne? In potem verjamemo, da ob gledanju in ob pogovoru usvajajo filmsko govorico. Ključno pri pogovoru je iskanje pomena, kaj je tisto v filmu, kar nosi pomen, kar ima pomen zame, kar me je nagovorilo in kako sem to doživel. In predvsem je ta proces zelo postopen. Če bi uporabljali tradicionalno metodo razlage filmskih pojmov, verjamem, da je možno vse temeljne filmske pojme, ki jih potrebuješ, razložiti v nekaj urah. Obstajajo tudi neskončno velika ponudba knjig, zdaj sploh spletnih strani, pripomočkov. Ob gledanju filma je pa to proces, ki se ne neha, ki se ves čas nadaljuje, je tudi bolj postopen, ampak verjamem, da veliko bolj učinkovit. Hkrati učenci lahko primerjajo tudi filme med seboj, ne? Če jih gledajo skozi več let, če je to nekaj, kar počnemo sistematično, potem že sami dobijo neka orodja, dobijo primerjave med filmi, lažje razpoznajo recimo razliko med realističnim filmom, med zelo avtorskim filmom, med različnimi načini pripovedovanja, različnimi žanri in tako naprej. To so neka temeljna načela, kje pa je tu vloga odraslega, se pravi predvsem usmerjanje pogleda, poskušamo jih spodbuditi, da se vedno vračajo nazaj k filmu, poskušamo usmeriti njihov pogled, vendar ne k interpretaciji, ampak recimo vrniti, kadar debata zaide predaleč stran od filma, kadar dialog zamre, jih poskušamo spodbuditi, da se vrnejo k pogovoru od filma, predvsem poskušamo spodbujati njihovo zmožnost opazovanja. Filmska vzgoja je v veliki meri tudi učenje opazovanja, da si pozoren gledalec, da znaš to interpretirati in spodbujati, da osmislijo tisto, kar so zaznali. Velikokrat podamo, ko gremo ven iz kina, podamo neko pavšalno sodbo, film mi je bil všeč, film mi ni bil všeč, ta junak je bil tak in tak, ne, ta lik. In kar poskušamo je, da učenci utemeljijo, zakaj,
kaj v filmu je bilo tisto, kar jih navaja k tej trditvi, kako so razumeli posamezne like dogajanje. Potem drugo, da poslušamo, da smo mi tisti, ki poslušamo, in da učenci se poslušajo med sabo, da jim ne vsiljujemo našega mnenja, usmerjamo dialog, spodbujamo, velika vloga je tukaj ravno tako odraslih. Mi smo tisti, ki lahko svoje navdušenje prenesemo na učence veliko bolj kot znanje, ne. Če uspemo prenesti navdušenje za film, za temo, smo opravili veliko več, kot če bi jim podali samo znanje. Širjenje filmskih obzorij, včasih rečejo, zakaj otrokom ne kažete filme, čeprav jih tudi, ki jih gledajo skupaj z vrstniki, kažemo tudi take filme, ampak te filme bodo otroci našli sami. Filme, ki jih najdemo sami, nam nihče ne preprečuje, da jih gledamo, ne. Te filme bodo zagotovo si ogledali. Mislim, da je naša naloga, vloga odraslih, vloga starejših generacij, tudi v tem, da poskušamo odpirati vrata in omogočati, da tisti, ki želijo stopiti skozi, lahko stopijo. Alain Bergala, eden od filmskih pedagogov, prejšnje leto smo ga gostili tudi v Kinodvoru, je vedno poudarjal, da je film srečanje z drugostjo tistega doživetja, ki ga nisi sam doživel, pa imaš v filmu možnost, da stopiš v te čevlje, hkrati srečanje z drugačnim načinom pripovedovanja, s načinom, ki je drugačen od literature, drugačen od drugih vrst umetnosti, vsaka od umetnosti ima svoje specifike, ampak tisto, kar je najpomembnejše pri filmu, pa je to, da omogoča drugačen pristop, da lahko bodisi v šolsko delo, bodisi v delo skupin, klubov, filmskih klubov, v srečanja ob kavi program, ki ga tudi izvajamo, uvajamo dialog, odprtost, raziskovanje, navdušenje. Zaključila bi še mogoče z samo nekaj fotografijami tega drugega programa, v katerem se srečujejo naši obiskovalci v poznejših letih. Ta poteka približno 2-krat mesečno ob dopoldanskem času in ravno tako po filmu sledi pogovor. Na začetku je te pogovore vodila Mirjana Borčič, potem jo je nasledila Helena Koder in zdaj Ingrid Kovač-Brus, filmska kritičarka, za tisti, ki jo poznate. In tudi tukaj se pogosto po filmu razvijajo zelo zanimive debate, zelo zanimivi pogledi na film. Je pa morda zanimivo to, da so odzivi, ki so nas prepričali, začeli smo s prepričanjem, da moramo v tem programu kazati filme, ki obravnavajo starost, v katerih so glavni liki ljudje nad svojim 50. letom, ljudje, ki so doživeli že nekaj, ampak se je zelo hitro pokazalo po odzivih, da ne želijo tega. Da ne želijo gledati samo filmov, ki se tičejo življenja, ki ga živijo, ampak želijo gledati filme ne glede na to, kdo v njih nastopa. Podobno, kot se kaže tudi pri otrocih, opažamo, ne, bolj ko rastejo, še vedno je pomembno, da gledajo filme s temami, ki jih zanimajo. Fino je tudi, če imajo junake, s katerimi se lahko identificirajo, ampak hkrati pa želijo širiti svoje obzorja in dober film je dober film, ne glede na to, katera je generacija, ki v njem nastopa. In še za konec, tisti, ki vas zanima, morda filmska vzgoja, jutri imamo prav eno srečanje, eno izobraževanje ob filmu, namenjeno je pedagogom, vzgojiteljem, učiteljem, zunaj sem pustila vabila, tisti, ki vas zanima, udeležba je brezplačna, vabljeni.